Mi bomo počasi začeli, dajte še nam kakšno minuto. Lahko pa se pridete vsest malo bliže, jaz ne vem, ni treba varnostne razdalje. Ljudje in ljudine, poslušate Obod, posebno epizodo, ki jo bomo številčili naknadno, ko se jo odločimo objaviti. Kaj je namreč na njej tako posebnega? Snemamo jo pred živim občinstvom, ki ga nihče ne sili ploskati. Gostujemo namreč na prvem Grossmanovem festivalu fantastike, znanstvene fantastike in stripovskega v Ormožu. Ormož, naj vas slišimo. Dragi poslušalci in poslušalke, to je bil Ormož. Hvala vam, hvala organizatorjem za povabilo. To je podcast Obod, podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov, od F do Z. Obod, ormoška bajeslovna odprava Disneyja. Smo, tako kot vedno, Mito Gegič, Servus, Igor Harp in moja skromna malenkost Aljoša Harlamo. Danes, natančneje 20. oktobra, 20:03, bomo torej tukaj v Ormožu govorili o sodobnih predelavah klasičnih in kakšne manj klasične pravljic. Trenutno je ena taka namreč ravno v kinodvoranah, govorim o filmu Zlohotnica, vladarica zla, nadaljevanju Zlohotnice iz leta 2014. Seveda bomo ta fenomen secirali še z drugimi primerki, predvsem pa natančno in globinsko, kot ste od nas nenazadnje vajeni. Hvala vsem, ki nas poslušate, vsem, ki ste prišli danes v Ormož od blizu in daleč, vsem, ki nas poslušate na kakšni od pametnih naprav v udobju vašega doma. Če ne bi bilo vas, ne bi bilo nas. Mislim, podcasta mi bi bili in bi se te reči pač še naprej pogovarjali o pivu ali špricarju. Kakorkoli, lepo prosimo tudi Disney naj nas ne toži, če bomo preveč citirali ali kritizirali njihove filme, ali če bo Igor na kakšni točki spontano zapel kak komad iz risanke Frozen. To delamo brezplačno, vendar naši poslušalci dokazujejo, da ne zastonj. Še preden se lotimo zadeve pred nami, če še niste gledali katerega od analiziranih filmov, čeprav jih je večina že kar starejšega datuma, kar je v dobi streaminga itak postalo skoraj nerelevantno, epizoda bo vsebovala kvarnike. Naj vam ne pokvarimo užitka z našim užitnim klepetanjem. Publika tukaj si bo pač zakrila ušesa tiste trenutek, ko bomo omenili film, ki ga še niso gledali, pa bi ga radi. Maestro, intro. Živijo, lepo zdrav vsem, ki ste tukaj, zdaj vas lahko pogledam, prej sem večinoma intro berem, čeprav se kdaj mogoče ne sliši, ga ne znam na pamet. Današnja tema so pravljice, pravzaprav neke sodobne predelave nekih klasičnih pravljic, tega smo v zadnjih, mislim, da 10 ali nekaj takega letih videli kar precej. Mislim, da so neke spremembe v družbi, spremembe pravzaprav tudi nenazadnje tehnologiji, prišle do tega, da so se pravljice začele malo počasi spreminjati. Mogoče pa za začetek vendarle, kaj sploh so pravljice. Tle imamo kar nekaj teorij. Jaz sem malo to zdaj gledal tik preden smo začeli tole snemati in ne vem, kaj točno naj vam povem. Veliko je res teorij, kaj pravzaprav pravljica je, ampak moja najljubša je v resnici teorija Alenke Goljevšček, ki je naštela nekako 4 stalne točke, ki jih imajo pravljice zmeraj. In to so tudi neke 4 točke, ki jih imajo vsi fantasy, večina fantasy romanov pa fantasy filmov, ki so nekakšna predelava, že sama po sebi predelava pravljic. In sicer ona našteje izročenost, selstvo, zajedalstvo in milenarizem. Zdaj, prva stvar je izročenost. To preprosto pomeni, da cilja si junak oziroma glavni lik pravljice ne izbira sam, ampak je na nek nepojasnjen način določen za to nalogo. Se pravi, Pepelka je pač Sneguljčica, ne Snežinkica. Sneguljčica je rojena, pač poseben otrok in tako naprej. Vse napovedujejo kakšne prerokbe ali pa vile pridejo in reče, ta otrok je zelo poseben, paste se ga in tako naprej. Skratka, vlada jim neka usodna določenost,
ničesar, nekaj zberejo ga višje sile, zakaj je ravno ta junak ponavadi ostane brez neke širše utemeljitve. Druga stalnica pravljice je selstvo, to pomeni, da pravljični junak mora iti v doma. Se pravi, pravljični junak nikoli ne ostane doma, ampak mora nekam iti. Tudi Pepelka recimo mora iti nekam, skratka v to velik na dvor in mora tam plesati z princem in tako naprej. V vsakem primeru nikakor ne sme ostati doma, vemo pa, poznamo pa tudi tiste pravljice, ki se dogajajo, ki grejo čez 9 gora in voda in tako naprej. Tretja stalnica je zelo zanimiva v meni, je, da je pravljični junak zajedalec, se pravi, zajedalstvo ga označuje. To pomeni, da ti junaki ne delajo. To niso, pač, če so kmetje, bojo pustili svojo dejavnost zato, da bodo šli neki iskati. Skratka, zmeraj so tudi to junaki, ki kar neki včasih kar kradejo, recimo pridejo v neko, recimo Janko in Metka, ker najdete ono hiško sred gozda, kar začneta glodati, ne. Sploh se ne vprašata, mogoče pa kdo rabite žlebove iz, ne vem, medu ali ne vem česa. Kar jesta in kar pač takoj čarovnici začneta uničevati hišo, zaradi česar jaz mislim, da danes marsikdo ne razume, zakaj so ljudje presenečeni, če jo u nas skuha, ne. Ker mislim, da je to še kar pravična kazen za nekoga, ki ti uniči domovanje. Uspešnejša je magija, skratka tudi nikoli ne. Kaj pa pri Pepelki recimo, kaj pa ona? Ja, Pepelka zelo v resnici tudi ona se ne prebije z delom do tega, da je krična, ampak s tem, da je lepa in da ji una vila podari tisto. Ja vem, ampak je pa delala je vseeno. Ja, delala je, ampak tisto delo je ni pripeljala, ampak jo je čudežni dogodek pripeljal. Vse tle so variante, ne. Skratka, četrta stalnica pa je milenarizem, to pa pomeni, to pa je v bistvu iz mitov, a veste, vsak mit se začne s tem, s to prerodbo, se tudi Tolkien ima to, skratka, zmeraj neka prerodba, da čez 1000 let, ali pa čez 7 let, ali pa nek let bo nastopila neka zlata doba. Skratka, glavni junak zmeraj išče. To je v fantasyju še najbolj izpostavljeno, ne. Skratka, tam vemo, da se bo Sauron vrnil, vemo, da ga je treba premagati, povsod vemo to, ne nazadnje tudi v Star Warsih vemo ene take stvari. Ne, da bo nekaj podobnega tudi v Bibliji, v bistvu potem, ne? Ja, seveda, Biblija je ena velika pravljica, ena velika knjiga stalnih pravljic, ne. Sej, tako je, to so pač, to velja za ljudske pravljice. Sodobne pravljice, moderne pravljice to razbijajo, ne. Zdaj, mogoče ste slišali tudi za Vladimirja Propa, o tem smo se mi učili na faksu. Vladimir Prop je pa nekako pravljice razdelil na funkcije. Skratka, on je delal take zelo zanimive trikotnike in diagrame in ko to gledate, si ne mislite, da so to pravzaprav pravljice, ampak on je znal pravljice razbiti v osnovne elemente. In on pravi, da recimo vsaka pravljica ima nekega čudežnega pomočnika, ne. Lahko je to vila, lahko je to čarovnica, lahko je to govoreči maček, lahko je zlat prstan, čudežen prstan, govoreči grm recimo, ampak zmeraj rabi nekega čudodelnika, ki pač tega junaka spravi na pot ali pa mu pri tem pomaga. On je pač ful teh nekih naredil, s katerimi vas jaz ne bom tle obremenjeval. Kar se mi zdi še pomembno pri tem je, da recimo vemo, da kaj pomeni sploh fantastično. Ne? V pravljicah govorimo, da ima nek fantastičen element. Kaj to pomeni, oziroma fantastičen pravljičen element, pravzaprav že bolj, ne? Kaj je že ta model? Todorov je recimo razvrstil tri različne stopnje fantastičnega. Prva je, kje pa vam zdaj to napisano? Ampak skratka zadnja, ki velja in ki je važna za pravljice, je, da se pravljični liki nikoli ne sprašujejo, ne? Ko se pred njimi pojavi, ne vem, čarovnica, pa govoreč maček, ali pa čudežni prstan, se oni ne vprašajo, o moj bog, kaj pa je to? To je pa čisto nekaj norega, ne? Oni to sprejmejo, kot da je to neko naravno dejstvo. A pač del njihovega sveta. Tako, del njihove logike, kako njihov svet operira, čeprav ni realno, ne? Oni to dojemajo kot realno in pravljični junak se nikoli ne sme tega vprašati. Če se začne spraševati, a je to res, a je sanjam ali nekaj, ni več pravljica, ne? Je bodi si sodobna pravljica, bodi si uvaja neke elemente not, ki jih ni. Ker pravljični junaki nimajo nobene psihologije, ne? Pravljični junaki so samo
jaz tle moram zdaj nekaj narediti, da pridem do kraljične, moram premagati zmaja, da pridem do kraljične in se z njo oženim in sem srečen. To je vse, kar oni imajo. Ne? No, da malo zašpilam surogata za publiko, ne? Pa, ker nisem tako podočen o tem, kot ti. A je to mogoče glavna ločnica med fantasyjem? Mene to malo zmede pri pravljicah. Ne? Kakšna je ločnica med fantasyjem in pravljicom? V bistvu ni fantasy, zame pač, kako bi temu rekel, romaneskna pravljica. Ne? Spravi neka pravljica, ki je razširjena na roman. Tako kot danes skuša eni ločevati med stripom in risoromanom, kjer je razlika samo to, da je strip neka bolj mišljen bolj kot nekaj, kar prebereš na stranišču, kar se neki pretepajo noter in nima neke globoke zgodbe, kako hitro je neka globoka zgodba, psihološka širina junakov in tako, pa ne bi bil risoroman, ker ne bi bilo to nekaj več. Kar je meni zelo bedno, no? Ker se mislim, da tudi literatura se ne ločuje na ta način, da ti rečeš, to je pa zdaj ni literatura, še zmeraj literatura, tudi slabo napisana literatura, še zmeraj literatura. Ja, okej, no, ampak če gledaš pa zdaj žanrske poskuse ločnica, ne, mislim, Frodo, ki je protagonist fantasy epa, ne, se v bistvu non-stop sprašuje, ima neko globjo psihologijo, pa gonila, pa... Ja, ampak on se ne sprašuje, a to lahko obstaja, a to resnično ali pa realistično. A da se ne? Ne, kako pride na zgulih, pač on, živimo v svetu, kjer so na zguli. Ja, ampak ne, mislim, se on se sprašuje, v bistvu, kdo pa so tile kikci, pa se mu razloži potem preko. Ja, no, seveda to, zato ker jih ne pozna, ker pač ni, ampak vsi ostali pač se delujejo, kot da je to pač reality. To ne bi... Meni je to ena najbolj motečih stvari pri celi Gospodarju prstanov. V prologu reče, to je že bilo zdavnaj pozabljeno in potem vsi vemo vse o tem, tak v trenutku, ko se pojavi vsaka stvar. Pozabljeno, ampak ravno preko pravljic, preko mitov se obnavljajo, pač strašili so otroke z nazguli, so pa pozabili, da so bili res, ne, pač, koliko pridajo nazaj so res. Ja. Tako da fantasy je sam pač pravljica razdeljena na debelejši špeh. Ja, pa ne vem, če je tako preprosto, mislim, Tolkien ne, sam... Ne, seveda ni tako preprosto. Ne, se vem. Nikoli ni tako preprosto. A veš, Tolkien sam se je ful trudil, da ga ne bi zdaj v bistvu opisoval kot pravljičarja, ne? On je vseeno želel v bistvu ta žanr, ki ga je on ustvarjal, ne, zacahnal, pozdigniti na nekaj več, nekaj globega. Ne? Mislim pač tele ločnice, ki si jih dal za pravljice, se mi zdijo mogoče dobro izhodišče za to, da pač že potegneš fantasy stran od bajeslovja. Ne, jaz mislim, da je razlika med nekje druge, ne tlene, ker vseeno je Hobbit recimo zelo pravljica. Skratka, njega pošljajo na nekega, premagati mora nekega zmaja, osvoboditi neko ljudstvo, vmes dobi pomočnika v obliki čudežnega prstana in neke druge stvari in tako. To je čista, precej še klasična pravljica. Enako potem Gospodar prstanov in spet imaš tole, ne? Nek Hobbit zmajsnega. Zakaj pa on uporablja, recimo, zakaj je fantasy to obdržal, je pa preprost razlog, ne? Ker če boš ti tako, ker je Igor rekel, če ti vržeš nekega junaka, ki že vse pozna, pa vse ve, potem se ta junak nič ne sprašuje o ničemer in vse dojema. In zakaj bi on opisoval tep na zgula? On pa se reče, in potem je prišel na zgul in a veš, moraš ti imeti nekega butla, ki ne ve, kaj to je, da ti to opiše. Enako je, zakaj ima Sherlock Holmes Watsona. Watson je namestilo za bralca, ne? Ker če bo Sherlock Holmes sem prišel, bo rekel, aha, ti si morilc, je to zelo kratka zgodba. Ne? On rabi Watsona, ki ga vpraša, čak Sherlock, ampak kako si ti prišel do tega, da je on morilc? Štekam, in potem mu reče, dragi Watson, kar bi lahko bilo, dragi bralec, ker si zabit, ne, ti jaz razložim. A veš, to, in ti v bistvu rabiš junaka, ki potuje z enega majhnega vasice, da pride okrog in se čudi, ker bo to pač bralcu, potem se bo bralec živel v ta čudežni svet in bo on, moj bog, to je pa nek nazgul, gled kakšen je, ne vem kaj, ne, to rabiš. In to je bolj tist, ne. Je pa seveda en Hobbit neznansko bolj kompleksen od kakšne pravljice, ne, da se razumemo. Ok, dajmo zdaj se lotiti malo te bolj sodobnega aspekta. Ne? Tako je. Pogledali smo nekaj filmov. Ja, zdaj najprej bi začel z temi Disneyjevimi risankami, kot so tele pepelke in lepotice in zveri in vse. Te zgodbe se precej razlikujejo od nekih, recimo temu, izvirnikov, ki so bili predlog, prvič zapisani, ali Bratov Grimm, ali Šarla Perroja, ali kogarkoli pač. In tukaj je Disney, takrat še gospod osebno, v veliki meri zelo naredil bolj
otrokom prijazno, bi danes temu rekli, ampak pravljice so bile že od nekdaj otrokom prijazne in samo zato, ker recimo, če smo pri Pepelki, so se tam rezali prsti in pete, tega v Disneyevi risanki ne boš našel. Ali je to njegova cenzura, recimo temu, bila odsev časa, ali obratno, ali je ta njegova cenzura povzročila, da take stvari niso več košer? To je vprašanje kuri in jajce, jaz ne vem, če mi lahko to danes, ampak definitivno je, jaz mislim, da se je pač z nekim iznajdbo otroštva, ker tudi otroštvo se je iznašlo šele nekje v 20. stoletju, oziroma 19. stoletju, prej ni bilo otroštva. Otroci so delali normalno, kako hitro si ti lahko pač stal sam zase in roke premikal v nekem koordiniranem gibu, si pač delal. In ni bilo važno, da si bil mehen, kako si bil, niso oni gledali na tako. Pol je prišel ta mit, da otroci morajo imeti otroštvo tudi z obveznim šolanjem in podobno. Tako da gotovo je Disney tle precej cenzuriral in spreminjal, ker vendarle, jaz se spomnim, da sem mulc prvič bral Deklico z žigalicami, recimo. To je definitivno pravljica, kaj Disney ne bo nikoli naredil. In to je nekaj najbolj strašno, mislim, zakaj je to pravljica? Pač mi smo pol vajeni, da so nam pač starši začeli tako, pa pač pusto si tisti, da je pač volk pojedel babico, in tako je bila stara, vse pa da so mu razparali trebuh, noben si tega ni toliko predstavljal, ker pač prav mu je bilo, ker pa je pojedel babico, razparali sem trebuh, dal kamne noter in tako. Oziroma, ali še ni celo tako, da mu razparali trebuh, pa oni ven pridejo, živi, zdravi. Ker skočijo, se povečajo. Ta volk je imel blazno veliko čeljust, da jih je kar pojedel, ne da bi preživečil, kar tudi ni dobro, ljudje živečite. Skratka, se mi zdi, da bila je neka določena cenzura in to so Disneyju zmeraj tudi seveda učitelj. Jaz mislim, da je Disney dejansko ustvaril, lastnoročno ustvaril nek določen imidž ali pa žanr ali pa kakorkoli boš to obrnil, bolj kot pravljičarstvo je njega gnal po moje, kapital, se to se v bistvu večkrat pojavi pri njemu, on je bil hardcore biznismen, on je odraščal z nekim težkim očetom, pa čakaj, že v onem filmu z Emma Watson, kar Mary Poppins varianta, tam je malo te zgodbe noter opeljane, da v bistvu on je kar, njega je oče zelo hitro naučil od teh nekaj kapitalizmu, ti moraš delati, pa trpeti, pa v snegu metati cajtnik v bajte, pa ne vem, kje levo desno. Jaz mislim, da dejansko Disney je zgolj razmišljal, takrat, ko še sploh ni bilo televizija, kako pred filmom pripeljati čim več folka noter z temi kratkimi animiranimi inserti, da bo to child friendly, da bo to res prijazno otrokom. Pač to je potem potegnil se meni zdi na celo večerce. Naprimer, Bambi je meni tu mogoče malo izjema, ker je hardcore štorija, v bistvu za nek lik, ki umre noter. Ja, samo umre takoj na začetku. Ja, še vedno so potočen, ko vidimo. Isto je pol levi kralj, pač stric ubije očeta od... Ampak je to tragičen dogodek, ki se zgodi čist na začetku in potem je na koncu... Ja, se strinjam. Zdaj pač za ono zgodbo je mogoče to toliko bolj potrebno isto, kot pač v Levem kralju. Ampak mislim, če grem nazaj na to, da pač Walt Disney, po mojem mnenju, je dejansko pač vedel, kaj dela s tem, da pač moram cenzurirati določene bolj gnusovne aspekte teh originalov, ki jih imam na voljo, zato da so bolj prijazni za družbo, v kateri živim. Zdaj pa se je prilagodil temu, da je lahko bolj uspešno, hkrati pa kreiral kao novo sliko. Mislim, danes vemo, recimo, da te Disneyjeve pravljice, jaz sem, ker sem urednik oziroma založnik, to so pač najslabše, recimo, knjige. Kadar imamo, kupujte pač Grimmove pravljice, kupujte Andersena, ne kupujte pa Disneyjevih, ker oni sam naredijo kadre iz risank. Obstaja slabše, reče se jim založba Grahovec. To jaz ne smem, da ne bom... Mi ne izdajamo otroške literature, tako da je vse, ampak Tisto so še slabše verzije, ampak na isto žogo narejeno. Ampak skratka, danes definitivno je Disney nek sinonim za otroku prijazen kino. Skratka, to bojo filmi, kjer ne bo veliko smrti, ali pa se bojo mlatili in ne bo krvi, ne bojo smrt, ampak ne bo krvi, recimo in tako, to pa absolutno. Lahko gremo en korak naprej, zdaj Lepotica in zver, ne vem, če ste gledali live action remake, je, ali pa izvirnik
izvinili smo pa gledali. No, v glavnem gre se za to, da nova verzija je posodobljena z stvarmi, ki so bile glavne kritike te risanke iz 90-ih. In sicer glavne kritike, ta velja še vedno za eno najboljših risank njihovih iz tistega obdobja sploh in glasba, vse so cenili, ampak pač Lepotica je vseeno zelo premalo aktiven lik in tukaj so prav to šli, prav vzeli so glavne kritike in so v novi verziji odgovorili na njih. Ja, recimo tam v risanki je njen oče nek izumitelj. Tukaj je njen oče Urar, ki je čist priseden in vse ona je pa izumiteljica, ki mimo grede naredi tale pralni stroj, tako da oni vodnjak nekako ose okrog hodi, to ona izumi take stvari. Tako da je ona že avtomatsko bolj aktivna, še vedno je edina, ki bere v vasi, kar tukaj potem malo bolj drugače izpostavijo. No pa tudi, glede na to, da gre za Emma Watson, je bilo jasno, da je tudi to njihov, absolutno so oni že štartali s tem, da bo ta film naredili bolj feminizmu prijazen, ker so dali Emma Watson vodilno pop feministko prejšnjega časa. Temu jaz rečem Walt Disney, ki je v bistvu tak zelo benigen feminizem. Sej, to je pa glavni problem, da kritike, ki so jih dobili, pa da je vse zelo performativno, da ni, zgodba je še vedno identična in še vedno ni nobenega pravega odnosa, mislim tukaj še potem še ta problem, da odnos med Lepotico in zverjo je v bistvu na koncu ni nobene ideje romance in na koncu, ko se on spremeni v Dana Stevensa in se ona objameta, imaš ono, yes, we're gonna be best buds. Pač zgubili so en kup stvari s tem, ko so njo probali narediti pač nekaj, kar ni v osnovnem tekstu bilo in s tem, da so samo malo tweaknili. Ker, če pa pogledamo Zlohotnico, pa so se odločili za čist drug pristop k zgodbi, ki je po mojem mnenju veliko bolj učinkovit. Ja, bolj dela, mislim, bolj je didaktičen, ampak to je mogoče meni ena razlika, medtem ko je original Disney ustvarjal sliko, ne vem, bod takšen, da boš potem dosegel tole pa levo desno, na neki bajslovni pravlični osnovi. Tu se mi pa zdi, da kao ta, zopet ponavljam, to je skovanka Walt Disney, pa samo sledi nekim določenim pop trendom, v pop glasbi imaš pop feminizem, pa imaš pop močne ženske, v bistvu to so zelo take slikce, kao dvodimenzionalne, in on servira to, medtem ko pa pri Maleficent je pa se mi zdi edino takrat zagrabil nekaj bolj konkretnega, pa ta lik, za koliko sem slišal pri dvojki, čist popuši, ampak malo drugače. Medtem ko v temu iz 2014 filmu, je pa to zelo dosti bolj zanimiv pa globi lik, ki je zdaj smo že pri teh primarnih filmih, ki smo jih imeli, ki smo si jih zbrali. Mi smo kar nekaj teh filmov nabrali, ki jih lahko gledate, pa ki jih bomo verjetno danes omenili. Skratka, pravljice, ki so posodobljene, nove. Najstarejša, če sem prav videl, je iz 98, Ever After. Ever After, to je Depelka. Nisem gledal, potem imamo še kar čizim. Maleficent 2 je zdaj zunaj, Mistress of Evil oziroma Zlohotnica. Potem imamo Snow White and the Huntsman, The Huntsman, Winter's Tale. Potem so neki televizijski filmi, ki jih tudi nisem uspel pogledati, Descendants 2 pa 3 še potem. Mirror sem pogledal in preživel, Julia Roberts, zelo sem ponosen na se. A si gledal slovensko sinhronizacijo? Mirror, a to obstaja? To obstaja, igralni film slovensko sinhronizacijo zelo hecno izgleda. Imam raje Julia Roberts, čeprav je nimam raje. Nataša Barbara Gračner, ta glas. Nočem slišati, Jack the Giant Slayer, Red Riding Hood, The Brothers Grimm, The Kid Who Would Be King, Into the Woods. Imeli pa ste tudi zelo popularno serijo nekaj let nazaj, Once Upon a Time. Tako da to so zdaj te, čeprav bi lahko gotovo še kaj drugega dali v to, na nek način je tudi, kar jaz mislim, da je bil eden od začetkov, recimo Arthur, tudi taka, ki sicer niso pravljice, ampak so miti, kar je pač tle, pač mit
se od pravljice razlikuje samo v tem, da ima neko religiozno podlago, ki se pač pri pravljicah ni več. Mite so govorili se skratka v nekih svetiščih ali pa za neko pravljica o Bogu je pravzaprav to. Ja. Medtem ko je pravljica pač nima bogov več noter, ampak so bolj demonska bitja in tako naprej. Skratka, ampak jaz se strinjam z Mitotom, da od vseh teh filmov, ki sem jih gledal, recimo Red Riding Hood sem pogledal in tam je Rdeča kapica, to je pač priredba Rdeče kapice, je bolj aktivna, zdaj, če prej ni bila dovolj. Šla je v šumu, nabirala je babici neke stvari, gobe ali kaj pa že. Yeah. Pa srečala je volka, ampak recimo ni bila neki blazno aktivna dlje kot tega. Tle se malo fajta, malo se bori in tako. In konča se, pač mal presuk je ta, da se na koncu zaljubi dobesedno volka, skratka volkodlaka. Meni pa zelo ni aktivna. No. Mislim, tako, vlači se za enim decom, pa potem drugim decom želijo poročiti z enim decom. A veš, mislim, pa španska inkvizicija ti noter uleti v tisti film. Ja. Ta pa to. Mislim, poskus je ta, verjetno je pač poskus tega, da njo hočejo oženiti s tem tipom, ki ga ona ne mara. Ja. In ona pač mara je volkodlaka. Ja, Twilight se pravi. Ja. Sem da on ni vampir. Je pa kapitalist, kar je isto. To je res. Film oziroma je še eno ful posebnost. Obstaja tudi literarna predloga za ne samo Rdeča kapica, ampak prav to. Ne? In knjiga je šla malo prednji film vam prišel. Vse Red Riding Hood. Ja, ampak v knjigi ni bilo konca, ker so čakali na film. In dejansko so, potem ko je bil film, si lahko zdownloadal si konec ali pa whatever, če si ga naklikal, ali pa šel na eno spletno stran prebrati zadnje 2 strani, kdo je dejansko morilec. Ali whatever je že v tem. To je ali genialno, ali popolnoma bebasto. Slednje, seveda. Ja. Ljudje so bili zelo nezadovoljni, ko so prišli do konca tiste knjige, ki so jo pač prej kupili, ampak ja. To se... Konec je bil enak kot film, ali obratno od filma? Ne, bil je enak kot v filmu, samo pač, da ne bi pokvarili užitka gledanja filma. Ali pa branja brez no, enako je naredil Martin, pač ni še napisal. Ja. Pa že ne bi pokvaril serije, še ni napisal konca. Martin verjetno čaka, zdaj, ko je bilo konec, pa bo zdaj nekaj drugega. Ne? Ja. Zelo verjetno je. Jaz ga čakam na tem. Vsi ga čakamo na tem. To je v bistvu product testing. Gre skozi bomo tweakali. Potem se pač spomnim se tega Snow White and the Huntsman, ki je v bistvu Sneguljčica na testosteronih. Pač ful se fajtajo. Ja. In ta lovci pomaga, ker tam v resnici ji tudi pomaga v pravljici, skratka maček, ki prinese srce srne ali kaj že, ne? Sicer jaz mislim, da anatomsko to glik ne deluje, je pa res, da takrat ljudje itak niso vedeli, kako izgleda srce, tako da lahko prinese po moje tudi kaj drugega. To drugega dela pa se nisem trudil gledati. Drugi del, jaz sem ga gledal v kinu in je toliko slabši od prvega, da skoraj začneš ceniti on prvi. Moj bog. Skratka, izjemen film. Ja. In to kljub temu, da ima not še Emily Blunt, ki je pač neka snežna kraljica, ampak tak zgodba jim tak ne štima, igra jim ne štima, res. In na koncu si samo vesel, da je... Se nič ne štima na tem filmu, to je samo v bistvu, ne vem, zadnji del trilogije Lord of the Rings, samo da pač Sneguljčica na mesto Frodota. Ja. Mislim, ona tamle se spotika, pa pada v nezavest, cel film, na koncu pa je v oklepu z mečem, pa kosi po folku dol. Mislim, to je Rocky. Pa tudi film Arthur, ki si ga prej omenil, ko rešijo Keira Knightley, ali kakorkoli je imel v filmu iz ujetništva, kjer je že, ne vem, mesece zvezana, leta zvezana, ampak kak je ona na konju in ven iz tam nek leti je tako na konju in zelo... Skrbela je za koagulacijo, ker si je pol roke primekati. Čeprav Excalibur iz 81 pa super. Ja. Tiste pa super. Tiste super. No, ne mi kritizira filmov s Clive Owenom, lepo prosim. Bodimo resni, vseeno smo filmski podcast in bo kdo še mislil, da jih ne maramo. Pol sem pogledal zdaj včeraj, predvčerajšnji Mirror, ki je z Julio Roberts in Lily Collins, ki sem jo prvič videl kot Sneguljčico in zadnjič verjetno, ker ne vem, če je kdaj še igrala v kakšnem filmu. Lily Collins precej igra. Ja, ampak verjetno filme res ne gledam. Collins. O moj bog. Trivia.
Ja. Trivia igor. Je tisti film, ta dva sta hkrati ven prišla, Snow White and the Huntsman, pa Mirror, Mirror. In to je bilo takrat v bistvu, da je Mirror, Mirror čist flopno. Snow White and the Huntsman pa je bil hit. Redko Res? kdaj, ja. Moj bog, Zakaj bi nadaljevanje naredili? Ful je pomagalo filmu, da sta bila not Kristen Stewart pa tale Thor. Ja, Pa še Charlize Theron. Hemsworth. ja, Hemsworth. Ja. Ja, ne vem, meni je zanimivo, da s tem čtivom ful ne znajo delati. Ne? Ali boš dal neko patino, zelo dvodimenzionalno patino gor, ali boš pa naredil akcijske scene iz tega. Ne? Ja. Naprej tudi Maleficent 2 se Maleficent. Maleficent. 2, tudi kaj, samo akcijske scene, pa neki holokaust noter, pa neke fore, ki isto nima nič več z originalom. Ne, drugi del je pač čez šel stran od pravljice. Tako da drugi del sploh tle v tem kontekstu ga nima smisla omenjati. Ma še dalje to, da če smo v prvem filmu zvedeli, da Maleficent ni bila zlobna, si zdaj izmislijo, zakaj v bistvu ta pravljica še vedno obstaja, da je ona zlobna. Zato, ker je Michelle Pfeiffer vsem razlagala, da je Maleficent dejansko zlobna. Fake news for all. Ja, fake news. Ja, ok, dobro. Tako da so trudni biti, ja. A so to potem sodobne pravljice? Mislim, sodobne kaj, zato ker imajo pač fake news. Pa holokaust. Pa pop feminizem. Dobro, ta mogoče ni, zato ker nima niti elementov klasične več, ampak prva pa gotovo je. Ne? Ampak gremo po vrsti, Maleficent bi jaz pustil za konc, ker mislim, da je res najboljša v tem žanru, ker jaz sem še gledal skratka Mirror, Mirror, Igor. Ja, Mirror je tudi musical, pa tudi pojejo bollywoodske točke, plesne so noter. Dejansko so poskusili en kup nekih dost svežih pristopov, ampak ne deluje čisto. To pa ne govorijo o istem filmu. Ja, Ni nobenega nič na koncu je plesna točka, pa pojejo. A je na koncu, tiste za fora. Je vmes malo, tam ko ona dva se bojujete, je zelo koreografsko. Ja, ampak ne pojete. Ne pojete. Skratka, ja, no pač tle edina sodobna stvar je, da je spet ta, čakaj zdaj, Da pojem. zdaj pa ta ni pepelka, ampak je, mislim, ni trnulčica, ampak je sneguljčica. Ja. Skratka, sneguljčica je pač bolj aktivna, no? Palčki jo naučijo pretepati se oziroma se bojevati, s tem, da to niso palčki, skratka, niso čudežna bitja, ampak so pritlikavci, ki so jih ljudje izgnali, zato ker je zlobna Julia Roberts rekla, da so pač to grdi ljudje in jih je treba nagnati stran. Ja. In to je edino nekaj, kar je zdaj zelo sodobno, vse ostalo pa je... Pa še to je, da v bistvu ona je zaljubljena v princa, kraljica. Tako je, no se je tudi običajno princesa ni, zaljubljena. Ja. Samo dejansko se ona Sneguljčica. hoče poročiti z njim. To pa se ne vče toliko postaven. Ja. Je pa res, da pride v gatah v dvorano in pač niti ni toliko blazno postaven, kot kraljica misli. Oziroma, glede na to, da je obdana samimi nekimi debelimi bogatuni, verjetno si res misli, da je. Skratka, kaj smo še gledali potem? Jaz sem tle nekako, mislim, da... Jaz imam še eno zadevo, ki je boljša v bistvu in sicer... Into the Woods? Točno Into the Woods še na moment, ampak ne, Odvratne rime, Revolting Rhymes, animirana priredba pravljic Roalda Dahla, ki je pri nas na nacionalki bila zadnjih par let za Božič ponovadi na TV sporedu, bila je tudi v kinu, bila je nominirana za Oscarja za kratek animiran film, mislim, da ga je celo dobila. Te pravljice so pa povsem predrugačene. Recimo, ta Rdeča kapica, za začetek vse pravljice so pomešane v eno zgodbo, ampak Rdeča kapica je v bistvu morilka volkov. In potem jo, ko volk napade 3 pujske, je že znano, da ona pač je beres in pujski njo pokličejo na pomoč. Zdaj pa pujski so bankiri in volki v bistvu napade zato, ker mu nočijo denarja dati nazaj. Ker oni... to pa res pod, ja. Ja, ker oni malo... Debeli kapitalistični pujski. No in ona potem pride in potem ona pač njih pobije, oziroma ta zadnjega, ta prva dva že volk. Beg spravi, ta zadnjega pa ona. Igor je spet njegova beg spravi. Ja. No, tako da so zelo zanimive pravljice, ful priporočam, odlično so napisane in v slovenščini so briljantno prevedene. Če imate otroke, ful se režijo pol,
imam tukaj en vzorec in sicer je v Zlatolaski. In sicer te znane zgodbe, bodimo odkriti, v knjigarni ne bi smel nihče kupiti. Kako lahko, to zame je skrivnost, ljubeči starši vidijo modrost v tej knjigi, skriti na polici, ko je to pravljica o majceni tatici. Če bi bilo po moje in bi imel srečo, bi Zlatolasko brez pardona vrgel v ječo. Okay. Lahko noč otroci. V glavnem, ful dobre pravljice, Milan Dekleva jih je prevedel odlično, tako da ful priporočam. Woods. Into the Woods je pa musical. Film je posnet po temu odrskemu musiclu. Točno, to bi Broadway šel prej. In je tudi preplet več različnih zgodb. Mislim, meni je bil zelo, pa ne mora musicalov, to ni prvič, kaj ponovim. Ampak moram reči, na sredini se nekaj zgodi, kar je ful bizarnega v tem filmu. Vse te 4 pravljice, torej Rdeča kapica, Zlatolaska, Jack and the Beanstalk, kako se že v slovenščini? Jakec in Fižolček. Pa še ena se v bistvu skombinirajo v 4 in na koncu ima že poroko s princi, pa levo, desno. Pol pa kar naenkrat intervencijski poseg velikanov iz neba in vse postane ful temačno in megleno, noben več ne poje, liki umirajo. Tako da si naenkrat v drugi pravljici, v drugem filmu, čist jaz sem bil šokiran, res sem bil šokiran. Meni je tudi bilo zelo všeč tisto, ki princ dobi pepelko in potem jo prevara. In reče, sej, gledaj, jaz ti nikoli nisem obljubil, da bom zvest, jaz sem ti obljubil, da bom lep. Ja, mislim tako. Veš kaj je zanimivo pri tem filmu, da v bistvu tako, najprej te tako zapelje pa ti zapoje neko pravljico, vse je čudovito, barvito in vsi z velikimi nasmeški iščejo tile like, pa si drugima malo kradejo tile atribute iz različnih pravljic. Pa kar naenkrat reality check, mislim tako, kot da bi, ne vem, nekdo rekel, dajmo mi vzeti pol Disneya iz 50-ih, 60-ih, pa kao Disneya, kao hashtag Vogue Disneya iz zdaj, pa narediti ful resno zadevo iz tega. Ker na koncu, če se namotim, je v bistvu torej vdovec Pek, ki je zgubil ženo v tem gozdu, je postal torej oče samohranitelj. Samohranile. Pardon, hvala. Samohranitelj. Ja, se vem, sorry. Malo več pravljic mi mogo biti. Ja, mogoče res. Kdo? Jaz. Skratka, na koncu je taka neka realka socdrama, no? Ja. Mislim, a je to potem sodobna pravljica, da moraš kao vdor realnega imeti? Ja, mislim, da malo posodobi zadeve, ne? To je... Mislim, ker zdaj imamo, torej, nekako sem zaznal 3 načine, kako narediti pravljico sodobno z nekim originalnim materialom. Eno je dati pop patino, gor, eno je narediti full akcijado iz tega, drugo pa je kao vdor realnega. Mislim, da bi bilo to neki 3 aspekti pravljic, sodobnosti pravljic. Tudi akcija je kvazi vdor realnega, tako kot si Hollywood zamišlja. Ja, stvari handlajo v realnem svetu. Bum, bum, pao, po buči, pa je stvar rešena. Ampak tej Sneguljčica in Lovec je dejansko tista scena zelo spominja na kaj že bilo Elizabeto, film o kraljici Elizabeti in še eno par teh variant. Mene bolj na Robin Hooda ta akcija zadnja na plaži, veš kaj. Ja, ne, samo za njo kot poveljnico. Ta del. True that. Ja, mogoče pa na plaži pa je to zelo Robin Hood, So anyway. Ok, torej Zlohotnica. Ja, no, skratka, Zlohotnica, jaz mislim, da je še najboljša posodobljena pravljica. V njej imamo, skratka, zdaj pa Trnuljčico. Trnuljčico s tem, da pač zlobna vila Maleficent, Zlohotnica, kot je ime, ne samo da prekolne kaj že je Trnuljčico, ampak je tudi ampak je potem tudi vzgaja. Skratka, je tudi neka njena nadomestna mama in jaz mislim, da je to in skuša na koncu urok sama razbiti, sama skuša pomagati in potem najde pač
sama je naštimala seveda urok tako, da jo bo prebudila šele prava ljubezen in ker ona ne verjame v pravo ljubezen, seveda je to ena tak trik rešitev, ker pač si misli, nihče ne bo mogel rešiti. Ampak to naredi zaradi česa že, zato kaj že kralj naredi? Ja, v bistvu kralj je ukradel krila, kar je simbol za posilstvo. Ukradel, odsekal je krila, ukradel ni jih odpel dol z njim. Zanimivo, da si rekel posilstvo, ker meni je bilo pa kao ta genska pohaba. Pohabljanje. Ne, mislim tudi, rekli so avtori, da tu ni nekaj zdaj skrit simbolizem, kaj je bilo to, ne, oni so dejansko mislili posilstvo. Aha, to je. Ja, ker meni je bilo bolj pa na ta genitalna... Skratka, zato, ker se vsi hočejo polastiti tega murs, se pravi tega močvirja, tega področja, kjer živijo te bajna bitja in kjer so tudi neki naravni resursi, domnevam, skriti. In pač na koncu seveda pride do tega, da ona najde enega princa, ki je zelo zaljubljen v to njeno trnulčico Auroro, tako je, Zarijo, in ko jo on poljubi, se nič ne zgodi. Ne? In šele potem, ko pač jo ona poljubi kot njena nadomestna mama, se trnulčica prebudi iz spanca, ker je seveda prava ljubezen matere do hčerke, kar se mi zdi fenomenalno. Če niste gledali... Ta rešitev je zelo dobra, ampak je dejansko kopirala takrat Frozen. Frozen pa jaz nisem gledal. Frozen ima identičen konec, pri čemer sta sestri. Pride oni, v bistvu tisti, ki bi naj bil zaročenec, je v bistvu zloben, pa hoče, da ona umre, pa je ne poljubi zaradi tega, pol pride tisti, ki sta si všeč, pa ne deluje, pol pa je sestre na koncu reši. In to je pač resen problem, pol bil Maleficent, ki je prišel ven, ne vem, pol leta za Frozen in tak isto zgodbo. To veš, ker nisem gledal Frozen, nisem imel nobenega pojma o tem. No. Ampak skratka, tle se mi zdelo, tudi zelo fino je prikazan, pač kako se Maleficent spremeni, skratka od neke zlohotne, zlobne mačehe v nekoga, ki skrbi za to, zato ker vile tri itak ne znajo. Niti jest, niti hraniti ne znajo. Kaj še, da bi znali karkoli drugega. Ne? Ja, to se mi zdi, da je rahlo metakomentarna, kao klasično pravljico, kao nekaj tiste tri vile bi seveda v klasični Disneyovski konstelaciji to odlično poskrbele, tukaj pa fail. Ne? Je pa res, da tudi malo promovira pravo družino, ne? Ker pač tri lezbične sestre ne morajo poskrbeti za otroka. I see what you did there, okay. Ker vran zraven je kot, a veš, ono vsta pa Coen Park, ker tudi vran, tisti, kako je Devian ali neki, kako može mi? Diaval, tako hvala, on skrbi. Jaz na koncu mislil res, da bo on ta pravi poljub dal, ne? Da bo on. Te stereotipi so globoko korenini. Vse pre meni, sorry. Drugač pa pač glasta Angelina Jolie in Elle Fanning, ostalih niti ni treba omeniti. Charlton. Koga? Charlton Copley, kralj, Štefan. Who gives up? Ja, kralj Štefan je na to, no? Malo še slovenskih, za slovenske gledalce. Kako se ti je pa dvojka potem zdela? Dvojka mi je bila pa precej bedna. No, mislim, tam je pa zdaj zvedeno vse sam na to bitko med magičnim in realnim in tist holokaust scena, kot si ti to poimenoval, je res neumna. Posebej mislim, da je v tem primeru Disney res imel probleme s tonom, ker je hotel narediti še bolj mračna stvar. Skratka, tle zdaj ljudje hoče pač zlobna kraljica Michelle Pfeiffer, hoče potamaniti vse te čudežna bitja, zaradi tega, ker se ona neki spomni, ko je bila mala, bla, bla, bla. Jada. Skratka, hoče pobiti vse te čudežna bitja in na koncu jo za kazen spremenijo v kozo. Kar se mi je zdelo tako, mislim, tam ljudje umirajo, ker je vojna med čudežnimi bitji in unimi. Čudežna bitja umirajo in tako, in na koncu je ena tak neki magičen, pač demon jo v kozo spremeniti, ona pa ne se spet oženita, no, in zdaj bomo vsi srečni do konca svojih dni, mislim. Halo, kaj pa Hak, kaj pa Nürnberško sodišče, mislim, treba obsoditi ljudi, ki delajo zločine. Sej, ampak čisto tako je, ko grejo one bitja v cerkev in prednjih z holokausta, in polko pridejo nazaj ven, ni videti, da jih je kaj manj. Dobro, nekih je. Ena od treh sester umre, pa en veliki drevobarat, ali kaj že on pač tist. Ent, ja. Rečemo mu ent. Zdaj se neki listnik ali nekaj taj, ampak ja. Skratka je en tist Tolkienov stric umre.
Ja, se mi je zdela too much, no. Samo v čem je pol taki hudi fail napram enki? Pa nisem pač to, akcija je, predolgo je, vse skupaj traja, pač ni tega obrata pravljice, ker pravljične podlage ni več. A je samo na obratu, mislim, da pač enka... Ja, ima razvoj njenega lika Maleficent, to je ključna stvar v zgodbi. Tukaj pa se ona nima kaj spremeniti, ker ona je že. V bistvu ona mora razkrinkati, da je Michelle Pfeiffer evil, kar polko tako reče, Michelle Pfeiffer evil, in se reče, ok, ja, vrev. Ja, se nam je zdel tako. Sem se je zdel, sem niso bili zihar, po mojem. Ja, se potem tako niti ni tehnično gledano, taka huda pravljica, niti je bolj zgolj... Ja, se ti pravim, ni več pravljica, ne, to je zdaj pač šel... Jacksonov Hobbit. Čisto to neko stvar s tem, da pač zdaj Aurora niti tudi ona nima neke blazne vloge, bolj po naključju najde unga vilinca, ki dela tisto orožje za množično uničevanje in na koncu on tudi pač kar v redu. Pač. V redu si, pač, ok, naredil si orožje, ful ljudi je umrlo zaradi tebe, ampak pridi na poroko, boš dobil kos torte. Mislim, res tako, vse skupaj izpade tako zelo otročji konec, glede na to, kar so skušali, po moje, narediti neko resno stvar, pa neko resno alegorijo, spet na to, kako pač nehajmo sovražiti drugačne in tako, in meje med kraljestvi in nobenega zidu ni vmes in tako. Ne se mi zdi kar. Tako da jaz priznam, da mi je dvojka včeraj bila še kar boring, ampak sem kar vesel, da nisem šel še Zombieland 2 gledati, ker tudi pravijo, da je boring, tako da bi imel 4 ure boringa. Publika, ima kdo kako komentar, vprašanje, na dan z besedo, kaj pa je vaša najljubša pravljica? Mislim, da tele niso te zdaj predelave, ko jih delajo, to je v bistvu samo zato, ker so pač te, ki tam mainstream določa, enostavno ostali brez idej. Čisto preprosto, brez idej so. Samo prepak eno in isto stvar neštetokrat vidimo. Mislim, pri Disneyju gre za več stvari. Prvo je to, da denar. Ker dejansko ti lahko prodajaš pepelka, pa trnjulčica, ne vem, kartice, obleke, karkoli, samo če boš imel nekaj aktualnega zunaj. In zdaj tisti stari film Pepelka ali pa katerikoli od tistih starih ne moreš računati, da bo toliko pritegnil mladih, da bi hoteli obleko kupiti in rabiš vsake toliko nek nov izdelek s tem povezan ven. Ne? In hkrati še drugo to, kar so pač Lepotici in zveri naredili, da probajo se ubraniti teh obtožb o pač neaktivnih junakinjah in podobno. Jaz glasujem, da bo naslednji recimo Rdeči kapici, ker tata je v bistvu, kako bi rekel, žalitev lika in dela Rdeče kapice, da bo recimo kak lezbični volk, pa transvestitska Rdeča kapica, pa mogoče Golovec v bistvu, ne vem, neki srednji spolni. Jaz bi to gledal. Postoji verzija sa lezbijskim vukom, Ziče koja završava sretno, mislim, fanfiction imaju bajke. Tako da to nije bi bilo posebno zapravo čudno. Mojem puno veći problem, iskreno rečeno, s Disneyevim pokušajima da naprave suvremene verzije je u tome što one u istom failaju i to jedno. Jako dobar primjer je upravo Maleficent, u kojem ćemo pokušati opravdati zločinku time što ćemo joj kao motivaciju dati silovanje i kao krajnji čin iskupljenja majčinsku ljubav. To je kudi kamo patrijarhalnije nego Maleficent iz 1957. koja je zla zato što je zla. Mm-hmm. Zato što može nastupati na isti način kao i muški negativac. Mm-hmm. Muške negativce ne moramo opravdavati. Ako im i dajemo nekakvu motivaciju tek toliko da funkcionira, najčešće je ta motivacija nešto na brzinu smišljeno i dodano. A cijeli Maleficent je potrošen kao film na to da bi se nju de facto pa i doslovno zapravo kastriralo iz položaja negativke koja je zla jer je eto takva, mogli bismo dodati zato što se ne uklapa u društvo i tako dalje, i pretvorili je u jednu nježnu ženu čiji smisao života se potvrđuje u majčinstvu pa makar i supruga.
Ja, to je super. Da. No, jaz se ne bi čist strinjal s tem, to se mi zdi zelo na prvo žogo. Problem tega je, ker mi potem pozicijo avtoritete vedno pripisujemo moškosti, kar sploh ni res. Tako da absolutno ne more biti sam to. Se strinjam s tem, da je recimo, da je mogoče problematično, da ona pač da opusti svojo to drugačnost, ampak jaz mislim, da je ne opusti, da ona še zmeraj ostaja dovolj drugačna in tako. Predpostavka, da je ona zdaj v vlogi moškega, je samo drži, če mi absolutno vidimo moškega v poziciji avtoritete, kar pa jaz mislim, da ne sme biti res. In tako z tega vidika jaz ne vidim to problematično. Stvar je tudi v tem, da to ni vidik, da gre vendarle za pravljico, ki mora prebuditi iz slabega lika dobrega, ker je to osnova filmske naracije iz preprostega razloga, ker drugače se mi ne moramo poistovetiti z likom. Če lik ne doseže nobene preobrazbe in ostane zloben, to pač nima nobenega smisla z naracijskega vidika. Ali nije problem u tome što se ona promijeni, problem je u tome što se ona promijeni u ženstveniju, u bolju ženu, ona se pretvori... Ampak a se? Zakaj? Ja, ona je, vse tudi na začetku je enaka, ne? Ona je tudi na začetku zelo ženstvena in vse skupaj. Ne? Ona se spremeni glede na originalno risanko, ampak pač vse to je čist druga zgodba. Ja. U tome je stvar, dakle, ona je u originalnom crtiću zamišljena kao negativac u klasičnom smislu te riječi. A ovo je usmjereno u to da se nju između ostaloga, ona je mogla tamo u crtiću biti mirno i muško ili gavran, savršeno bi bilo sve jedno. A ovdje više ne, ovdje to više ne, ovdje ju se određuje rodom. To ja recimo smatram iritantnim kao jedan pokušaj da se, zašto se nije iskupilo na neki drugi način? No, to je... se ne bi dala motivaciju neku drugu. Z tega vidika je verjetno res. Ja. Če bi bil moški, najbrž ne bi očetovska ljubezen bila tisto, kar bi bilo v prvem planu. To je gotovo je. Ne. Čeprav z tega vidika, mislim, težko je gledati pol na film znotraj tega, ker mu učitamo nekaj, kar ni, namesto da bi mu učitali nekaj, kar je. To mene zmeraj malo moti pri vseh teh interpretacijah. Se pa strinjam, seveda, če pa v kulturni kontekst spemo, pa definitivno je to problem. Seveda, ker potem delamo iz Maleficent žensko, ne? Ta pravo žensko, ki mora imeti rada otroke, če jih ona nima. No? Tle se pa strinjam, to je pa gotovo problematično. In ja, ravno to, vse smo rekli, Disney ravno pač poskuša nekaj, ampak mu ne rata, ne uspemo, na pol je vse. Ne? Ja, seveda, razlogi so pa komercialni. Disney nije prvi koji je počeo sa ublažavanjem bajki. Braća Grimm su objavile prvu verziju svojih sabranih bajki 1843. recimo, otprilike, i onda su jednu masu ovih stvari tipa rezanja, prstiju i tako dalje uklonili u izdanju 1847. Između ostalog i zato što su upravo oni i donijeli tu ideju, fiks ideju zapravo, pogrešnu da su bajke namijenjene djeci i da ih treba na taj način prilagoditi, jer bajke izvorno zapravo uopće nisu djeci niti bile namijenjene, one su bile univerzalno zapravo kulturalno memsko sredstvo transporta. No, tako je. To je pa mogoče moj odgovor, še kar je Bojan omenil. Ne? Problem tega reči, da je to žaljenje lika in dela Rdeče kapice, to pa gotovo ne more biti. To so ljudske pravljice. To so pravljice, ki so del našega izrečila in jasno je, da se spreminjajo za vsako kulturno situacijo ali pa ponovitvijo. To jaz mislim, da je v redu in je to edini način pripovedovati pravljice. Ker če bomo mi ostali pri tem, da so zmeraj kraljične, tiste, ki jih mora nek princ reševati pred zlobnimi zmaji, one pa sam čakajo in so zmeraj v problemih, pol bomo imeli zelo, bomo prenašali te iste kulturne vzorce naprej in to se absolutno ne sme. Tako, in monarhijo, ja. In to se pa ne sme dogajati. No, tako da to absolutno je boljše narediti dobro priredbo, kot pa sploh ne poskušati. Ne. Boljše dobra priredba kot remake? Mislim, boljše je slaba priredba vseeno, ne? Ker recimo, vseeno jaz mislim, da v Maleficent so eni elementi, ki so v redu, ne? Skratka, hvala Bogu, pač je vendarle so aktivni junaki, če tudi so zlobni, če tudi pride do te spremembe. Seveda pa bi bilo še boljše, bom pa upam, da kmalu prišli do neke zgodbe,
ki bo pa vse prenovila, tudi brez teh stereotipov, brez tega. Ne. Tako da boljše je poskušati in pač pasti. Mislim, vseeno treba se zavedati, da to je kljub vsemu Disneyja. Še vedno treba igrače prodati pa v parkih karte. No, seveda, zato pa dajo Angelino Jolie in jo pomlajšajo in dajo Elle Fanning zato, ker pač je treba prodati ta film. Kogarkoli drugega bi dali, mogoče ne bi. Ne. Jaz ko sem kino poslušal, sem takoj slišal tamle 3 ženske so sedele tam na kupu in so pač kaj ležala Angelina Jolie potem, ko je v ranijo. Kako je lepa, recimo. Ne. To je pač ta level, ne, to pridejo ljudje gledati, ne pridejo gledati feminizma. Ampak ravno zaradi tega jaz mislim, da je treba take zgodbe delati in jim dajati tako, ker prej smo poslušali nekaj podobnega. Jaz sem prepričan, da recimo politiko in sistem in družbo spreminjajo kulturni vzorci. Ko imamo mi nadaljevanko, ki prikazuje geje, temnopolte, transvestite, vse te, ker imamo mi po predalčkanju drugačne, kot navadne ljudi, normalne ljudi, ki pa so sposobni istega čustvovanja kot vsi drugi, to spreminja družbo, ker jih ljudje začnejo drugače gledati. Ne. Najlažje je nekomu z Ormoža, zgornjega Dupleka, spodnjega Dupleka reči, vsi ti Afričani so grozni ljudje, ker v življenju ni srečal Afričana drugje v dokumentarcu. Ne. Težje je to reči, če ti srečaš te ljudi in jih vidiš kot ljudi. Ne. In pač tle imajo pravljice, veliko teh prenašajo, veliko teh stereotipov. Ne. Zmer so tisti, ki so drugačni, zlobni in tako naprej. Ne. In to je seveda problematično. Ne. Tudi recimo tako, kot sem rekel, Janko in Metka. Ne. Ona pride tam ena hišica iz cukra, tam živi ena ženska, ki so je vrgli, še bolj je to jasno v Kekcu recimo. A ne, tam je Pehta, v bistvu nikoli ne zvemo, kaj je ona komorkoli naredila slabega. Ne, Pehta celo zvemo. Nekaj je bilo, nekdo je umrl, zaradi nekaj ni zdravilo, nekaj prijelo, kaj že bilo. Ali pa isto je z bedancem. Oni so kar neki samotari, ki tam živijo, vsi se jih bojijo, ampak v resnici kak zločin pa imajo za sabo. Zakaj mora Kekec priti tja pa mu začne težiti kar nekaj brez veze? Sami so. Ne, sorry, Kekec je paglavc in jaz mislim, da ga bilo treba čez koleno in ga našešati. No. Jaz mislim, da bi vsakega toliko malega dečka, ki sam na okrog po gorah lazi cele dni, lahko kako socialno službo aktiviral. Ja, danes gotovo z tem helikopterskim starševstvom. Lahko še samo nekaj. Mene zanima, kako je vaše mnenje glede tega. Kaj se tiče te modernizacije oziroma vokifikacije teh klasičnih zgodb. Ali tudi zaradi tega gledamo bolj kritično na to pomladitev, ker pač gledamo te stare zgodbe v prenovljeni obliki. Če bi recimo Disney izdal neko izvirno zadevo, ki bi bile vse te ideje na ta, pa da mogoče malo bolj prefinjen oziroma v težji način notri podane, bi verjetno bilo dosti bolj pozitivno sprejeto, kot pa da gledamo eno stvar, ki smo videli že enkrat v pravljici, pa enkrat v risanki, pa mogoče enkrat potem še v animiranem filmu znova in so potem te moderne ideje notri potisnjene in pač je ta kontrast toliko bolj viden. Veš kaj, tu se mi zdi, tako kot je gospa rekla, tukaj tale modernizacija ali pa wokifacija se v bistvu dogajala non-stop z zapisovanjem teh istih zgodb. Da, tudi Grimmi so se cenzurirali, Disney je cenzuriral, mi sami sebe cenzuriramo, vsi non-stop prilagajamo tele mite zgodbe, da ustrezajo našim trenutnim, sedanjim, sodobnim okvirom. Zdaj pač Disney je toliko bolj kapitalc, da to skuži pa skašira s tem. Mi bomo pač si tole razlagali vsak po svoje. Tu kapitalski motiv tudi toliko bolj viden, ker pač neke originalne nove ideje ne bi mogli tako profitabilno prodati. Mogoče, ampak v bistvu prej je bilo predavanje, naprimer tudi malo, koliko sem ga zasledil, naprimer o zelo sodobnih zgodbah, ki se jih da o Atwoodovi, naprimer, ki se jih da potegniti v neko priredbo, pa kapitalizirati na njih, pa hkrati biti zelo vokalen o naši družbi. Pa verjamem, da čez 30 let, mislim, film je bil že narejen 91, za Dovalom. Čez 30 let, ko bojo naredili še, ne vem, ali 25. epizodo, ali pa nov film, bo zelo drugačen aspekt najbrž na to potisne. Tako da meni se zdi, da v ta proces vedno urinjen sodoben kulturni kontekst. Ne, ampak mislim, to ni bilo vprašanje. Ja, meni se zdi, da je vprašanje. Pa sorry, jaz sem malo Watson danes. Trik je v tem, da seveda smo bolj kritični. Jaz mislim, da smo danes bolj kritični do teh reči, ravno zaradi denarja, ki je v to vržen. Jaz od Marvela pač pričakujem, da mi da neko več kot pa sem neko akcijo. Zelo pogosto, žal je, večinoma so njihovi filmi
dober začetek zgodbe, pol pa dajmo pump po glavi. Ne? In ja, definitivno pejte si gledati kakšen star film, vse eni stvari sploh ne moreš gledati več resno. Ne? Eni filmi niso preživeli časa, ker preprosto niso upoštevali nekega realizma. Danes serije, ki jaz kot otrok, smo gledali Baywatch, MacGyverja. To je kar slabo. Ja, seveda je slabo, ampak takrat recimo to ni bilo tako slabo, kot je tebi danes, Mito. Je samo zato, ker smo bili vajeni določenih vzorcev podajanja zgodb. Ja, seveda, ampak zdaj se je to vse spremenilo, tako je bilo vprašanje. Spremenilo se je točno to. Ful je denarja to vrženo. Ljudje, ki delajo scenarije, to niso neumni ljudje, ne? To so zdaj ljudje, ki res delajo scenarije na najboljši način. Mi imamo zdaj trenutno v serijah najboljše ljudi za vse, za kostum, za scenarij, za ne vem kaj, ker je tam denar. In mi smo postali vedno bolj kritični. Če bi ti 30 let nazaj videl, ne vem, Game of Thrones konec, bi bil še zmeraj, danes pa so vsi, ona mogoče ni bila dovolj dobro razvita, ker v unem delu, ker je uno rekla, kar ni. Ful smo postali pozorni na to, zato ker nas skozi filajo z zgodbami, reklame nas filajo z zgodbami. Vse, kar preberemo, so zgodbe in smo se ljudje navadili, sami razumemo naracijo, ne da bi vedeli, da razumemo. Game of Thrones je marsikomu, to sem že povedal v uni epizodi, marsikomu šel na jetre, zato ker se sam zavedal, da nekaj manjka, da eni ključni momenti so preskočeni, pohitreni, ker se nam nada več, ker imamo samo še 2 sezoni, ker je tok pa tok delov, ker je Arja že malo tečna, dajmo tako malo pohiteti te zadeve. Ne mislim, to so oni, to ne govorim jaz, ampak Arja gre trenirati za 26 let tja, uno pride nazaj in pol unga vbije brez zamenjave obraza. Zakaj je ona to trenirala, to sajta? Za vsak slučaj. Pol pa unga vbije, ker skoči z dreve dola od nekoga, pa z letala, z drona. Zdaj Simona že malo odžiraš. Ja, skratka, te stvari, ampak na to smo pozorni, mi tega ne bi videli. Še par let nazaj bi nam to bilo čisto okej. Jaz sem gledal... Ja, okej, seveda. Ko je noter, je samo vprašanje, koliko plastno naredilo. Disney verjetno se jim ne da delati več plastno, da bi več različnih činstv dobilo nekaj od tega. To mi je dovolj, da oni pokrijo koliko je luštno. Ja, seveda. Ker pa pokrijo tudi koliko je luštno, pokrijo še par nivojev spodaj pa zgoraj. Ja, seveda. To je to, koliko nivojev grejo. Ja, ampak recimo Disney je bil skrajno butast, dokler ni prišel Pixar, ki jim je pokazal, da narediš lahko risanko, ki bo otrocem všeč, pa staršem, ki morajo to z otroci gledati, ker pa Bog ne daj, da jih tam same posediš, pa pustiš za 1 uro pa pol, ampak moraš z njimi sedeti pa še jim razlagati. Ja, veš, unije, ne vem kaj. V Sloveniji je to bilo treba, ker si moral razlagati, kaj pišeš pod napisi. Še posebej pa to, če ni sinhronizacija, ampak veš, Pixar je imel pač to in se naenkrat so bile tam nekih, jaz sem gledal, kaj so že oni ljubljenčki, oni se peljajo in imajo musko, zdaj sem pa pozabil. Sistanova, da. Kakšni? A nimajo tega komada? Se ni važno. En reperski komad. Skratka, ful je nekih referenc, ali pa Batman, Lego movie. Ful je referenc, ki jih nihče od teh mulcev ne bo razumel, ker marsikdo ni gledal Batmana, sploh ne ve, kdo je ta šiš-miš tam. Ampak razumejo pa starši in gledajo in Disney je moral malo dvigniti igro, ker jih je Pixar v to prisilo. Oni bi še zmer snimali pač te sneguljčice, patulčice. Ja, pa še ena stvar, ki jih je to prisilila, to pa je bil Shrek. In pa Shrek, ja. Kaj se tiče jemanja resno, oziroma pač totalna dekonstrukcija vseh teh klasičnih pravljic, je tako jak Fist of an Angry God verjetno vsekal v to sceno, ker potem več ni bilo možno narediti. Seveda, ampak dekonstrukcija lahko pride šele, ko imaš ti konstrukcijo. Se pravi, ko si ti gledal 1000 filmov, istih ti je ki to vrže na glavo smešen. Tako je, kot Deadpool. Deadpool je lahko smešen samo, ko imamo Marvel v vesolje. Predtem bi bil tako, s česa se ta tip norca dela, se noben ne ve. Ampak zdaj pa vemo vsi, ker smo vsi to gledali. Vseh 45 filmov, kar jih je bilo. In Joker je spet korak še naprej. Joker je pa zdaj res vstopil v realni svet in od tle, jaz tudi mislim, da na Marvel več ne bomo mogli gledati tako nedožno, kot smo zdaj. Tako, ker Sergio Leone pokvaril western, jaz mislim, da je Joker zavedno pokvaril Marvelove filme. In tle je DC naredil en tak res in pokazal
ko Fakiča, Marvel. Lep kude gra. Ja, tle imate, zdaj pa slušajte, če lahko. Večina vsebine, po mojem, nima pretirane veze s takšnim drastičnim negativnim zaključkom Game of Thronesa. A smo nazaj pri Game of Thrones. Game of Thrones večna rana na naših srcih. Damo mi outro, pa Game of Thrones pustimo nas. Tako. Mislim, da bo še Simon, ki nastopa z nami, nekaj povedal od Game of Thrones. A boš, Simon? Ja, kaj ne pa povem, ne? Kaj bi bilo že povedati? Pa mi smo sem konc povedal, ti pa povej začetek. Ja, lej, pa v vseh teh 7 sezonah nekaj univerzalno vemo, da 8 ni, ne? Ja. Dvignila se je, bom rekel, pač kvaliteta, ne? To, isto, ko govorite o Disneyju, dejansko, bom rekel, tle se kvaliteta dvignila od tukaj, bom rekel, na tukaj, ne? In to, kar si prej ti Aljoša rekel, pričakuje se bistveno več, ne? In zato smo vsi, bom rekel, tako, kako si rekel, dane na srcu, božjasno, veliko razočarani nad koncem. Ampak ja, mislim, vsekakor mi je pa všeč, recimo, da tle na HBO-ju je bilo pa to, recimo, kar pa Disneyju pa ni, ne, tle pa ni bilo cenzure. In tle je to tista, bom rekel, tista vrednost, bom rekel, neke pravljice za odrasla. Ne. In zato je, bom rekel, definitivno določen razpon bil te popularnosti. No, skratka, tle so bile joške, to je nekaj nepovatno. Postavim, naredim outro. Okay. Ljudje in ljudine, to je bila že naša nekaj epizoda. Vse piše v spremnem tekstu, mi trenutno ne vemo, ker to snemamo v živo. Epizoda, ki smo jo posneli pred živimi ljudmi v Ormožu. Ormož, oglasi se. V njej smo se pogovarjali o sodobnih predelavah klasičnih pravljic. Poslušali ste torej podcast po imenu Bot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito Woke Kegić, Igor Trivia Harp in moja malenkost Aljoša, debel kapitalistični pujsek Harlamov. To epizodo smo posneli v predavalnici Ormoškega gradu na povabilo prvega Grossmanovega festivala, fantastičnega, znanstveno-fantastičnega in stripovskega, ki se mu še enkrat zahvaljujemo. Fanta, kje se vajo najde na internetih? V pravljicah. Pravljica, povsod. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox, dajte nam kakšno oceno na iTunesih, dokler še obstajajo, podprite platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vseh vetrov in če ste naveličeni tega, da morate otrokom pred spanjem brati pravljice, jim raje zavrtite naš podcast. Morda jih to sicer ne bo uspavalo, bojo pa dali mir in se česa še naučili. Pa še posebno obvestilo oddelka za pravo, pritožbe in prekletstva Agencija Bot. Agencija Bot ni v tej, ne v katerikoli drugi dimenziji pravno odgovorna za nastalo stanje in psihološko škodo, če bojo otroci naslednji dan preklinjali. Odgovornost je nedvomno na strani starša, ki je zavestno zanemarjal otroka in ga prepustil poslušanju našega podcasta. Hvala za razumevanje, podcast Obot je namenjen odraslim, pere se na 60 stopinjah z barvnim perilom in ga pred zaužitjem ni treba pogrevati, lahko pa vsebuje sledove filmskega znanja in arašidov. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku smo podcast @obot, tako je na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolice, druge zanimivosti, tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje, pravljice za lahko noč za domače živali in manjše glodalce, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič, sicer pa se slišimo najbrž spet kmalu, če je epizoda išla v rednem terminu, potem že čez 2 tedna, če ne bo kaj posebnega naslednji teden. Na tej točki je to nemogoče zanesljivo vedeti, zanesljivo pa vam, obodovci in obodovke, vam tukaj v Ormožu in vam pred malimi ekrani, želimo še naprej lep dan in polno fantastičnih užitkov. Hvala. Bravo.